Umrl bom. Se moram kar malo prijeti. Drugače moram pa Silvota poklicati, ni druge. Ti v Litiji sem ustal. Je kakšna možnost, da me priješ poj? To sem jaz predvideval. Kaj je? Na ramu neko nesko je? Mene en kamion prišel, me prehiteval, nasproti en šel in me malo stisnil nazaj. Tukaj me čakam, da domov pridem. Ejoj, ne morete verjeti. Danes je pa dan za kolesarjenje. Glejte, tole je moj električen kolo. Zdaj ene stvari bom mogel poštimati, tlele sem kar malo provizoriš naredil, eno torbo gor dal. Upam, da ne bo dol pala. Je sicer tako, da če pade dol, jo bom za seboj vlekel. Ne bo šlo nič narobe. Baterija je polna. Zdaj ne vem jaz, kako se da te bicikle polniti. Zdaj, kam bom šel? Pojma še nimam, oziroma grem proti Bogenšperku. Poj bom pa videl, kam naprej. Šel bom čim bolj počas. Cilj mi je, da naredim čim več kilometrov. Upam, da kje za polniti najdem, ne. Pač gremo čisto lepo sproščeno, možgane na off. Me zadnje cajte kar dosti stvari žre. Imam kar nekaj problemov, da vam čisto po pravici povem. In upam, da si malo zbistrim misli, ker me neka jeza. Bom o tem več v kakšnem drugem videu povedal. Gremo zdaj kolesariti. Prvi postanek, to je tukaj pri Litiji. Tamle je breg, tamle je glavna cesta Litija, Zagorje, Trbovlje. Prevozil sem 21 km in porabil 12%, ne 18%. 18% sem porabil. Zdaj pa to ugasim, no dobro, nima veze, si sem se zapomnil, 18% je. In ful uživam in apetiti so narastali. Tako da zdaj gruntam, da bo šel malo bolj daleč. In sem kar rekel, bi jaz kar do Topolšice šel, a? In samo doma bi si mogel ruto narediti, ne? Na računalniku, tu na telefonu je težko delati si ruto po stranskih poteh. Tako da zdaj bom šel po teh glavnih cestah, kar mi je brez veze, mislim po glavnih sem na Trbovlje, pa gor čez, pa ne vem, kje še vse, raj bi šel po kakšnih stranskih. Tako da tu sem ga usral, je pa 77 km do Topolšice, tako da bo tu hiter. Tam bom šel pa nekaj pojest, pa bicikl nafila, če bo vse po sreč. In to je to. Nič, gremo naprej. Prav lušno je. Zdaj sem pa že v Trbovljah. Na Petrolu sem se malo v senci ustavil. Zdaj sem naredil 40 km do Topolšice, jih imam pa še 50. Se je pa začelo malo problemov, mečken me je rit začela boliti. Tako da čisto tako enostavno ne bo, kakor je izgledalo, ne. Ampak gremo gas naprej. Je bilo pa do zdaj čisto brez veze. Po tej glavni cesti to je čisto brez veze. Zdaj sem pa že od Trbovelj malo naprej. Tukaj sem najdel eno stransko pot, ki je senca. Za 5 minut se bom ustavil, da mečkam spijem, jaz kar pozabim piti. Do Topolšice imam 52 km. Baterije imam 54%. Tako da glih za glih bom prišel. Glih za glih. Drugače pa vam moram povedati, tale vožnja med Litijo in Trbovljem, živa muka.
Živa muha, jaz ne zastopam ljudi, kako se lahko po teh glavnih cestah vozite. Tu si skoživčen. Mene en kamion prišel, me prehiteval, nasproti en šel in me malo stisnil nazaj. Nič nisem jezen na kamionarja. On dela, jaz pa se presaravam tle z biciklom po cestah. Mar šel po nekih stranskih cestah, one, ki pa delajo, pa pusto, da normalno delajo, ne. Tako da se temu šoferju kamiona s celjsko registracijo opravičujem. In obljubim, da bom zdaj vozil po stranskih cestah, ampak kakor sem rekel, ne, napako sem naredil doma, ker nisem si pot Orang splaniral, ne. Tu na telefonu je težko, ne vidiš tiste majhne ceste. Vi ta mlad vidite, jaz pa že bolj slabo vidim, je pa problem na telefonu tu gledati, ne. Pol še en problem je ratal, rad me je začela malo bolt, ne. Zmatram pa tu nisem čisto, absolutno, ne se ko bom, 48 km sem naredil, ali kuk. Vse ne moraš biti od tega zmatran na električnem kolesu. Samo, evo me pa rad boli, ne. Tako da, nič ni tako enostavno, kakor zgleda. Nič, zdaj pa za 5 minut posedim, pogrem pa naprej. Zdaj sem pa na prelazu pod meja, sploh nisem to vedel, da tle kakšen prelaz. 724 metrov višine. Tu je kar. Je pa slaba novica tu, da je baterija šla, lejte, to je neverjetno, iz 54 ali koliko je bilo na 36, 37 v 2 kilometrih vzpona. Tu zdaj pa se več ta računica ne izteče, da bi jaz prišel do Topolšice. So bili pa tle ful lepi razgledi, tamle je tudi en lokalček. Če bi prej vedel, da je tle lokalček, ne bi tam počival, pa bi šel tle neki spit, pa še malo napolnil ga, sam nisem vedel. Marija reka je pa tamle kraj. Ok, neč gremo dalje. Poglejte, po kakšnih lepih krajih se tu jaz vozim. Pa veste, to niso edini lepi kraji, ker sem se vozil. Pač, ko si na biciklu, se ti ne da ustaviti pa snemat, ne. Tako da je veliko lepega, pa se pač ne ustavim, ker se mi ne da. Pač žal, tako je. Evo, za 16% sem prišel semle v pizzerijo Copacabana, se pravi proti koncu, in hvala Bogu so mi dali tlele, da tole napolnem. Za veseljem bi tudi pico pojedel, samo nisem še lačen. Bom pa mogoče se nazaj grede sem ustavil, pa pico poju, pa do konca napolnil in pol imam sigurno dost do doma, če bo seveda šlo, če me na vrat preveč bolela, ne. Tako da super, sem vesel, da sem najdel to rešitev, ker sem že gruntati začel, kaj pa če ne bo, kaj bom pa pol. In fora je to, da ne, jaz predolg cajta čakam. Ampak dobro, da sem dolg cajta čakal, da sem tale lokalček najdel. Ta lokalček se večkrat menj vozim. Imam občutek, da ima je večkrat zaprtega, ne vem. Neč, definitivno se nazaj grede ustaviti. Definitivno. Ljudje, sprememba plana, sploh nisem jaz nič planiral, ne. Ko sem jaz sem prišel, je bila ura že 2. In ne vem, kako sem jaz tu računal, da bom prišel v Topolšico, pa še tam se celo šel malo v Velenjsko jezero kopat, sem celo že na Googlu iskal, če ima kakšno plažo, ker ni veliko ljudi, ker nimam kopalk, da se bom nak kopal. Pa kar enkrat pogledam na uro. Ura
15 do 3. Baterija se bo tle ful počas polne, po mojem je elektrika malo slabša, ker doma sem je veliko hitrejši. Tako da zdaj je ura že 4:30, pa bom mu napolnjeno na 80% in preostane mi čisto nič drugega, kada grem domov. Ampak jaz bi šel domov, tudi če bi se ta baterija takoj napolnila, zato ker preprosto me rad boli, mišice me bolijo in vse. In imam zdaj 70 km in ne vem, pojma nimam, kaj sem mislil, da bi jaz 200 km naredil. Zdaj imam 70 km, če bi hotel iti po Topolšico, bi jih mogel pa še 60 dodatno, zaprav 130. Nisem jaz to ljudje sposoben. Kot vedno sem se malo precenil, ampak fino, da vidim, lejte, vse to me uči, da bom drugič bolj pameten. Zdaj nazaj grem pa po drugi poti, grem pa na Trojane, mislim malo pred Trojanem zavijem levo in polje skozi dolina dol do Zagorja, zato ker baterija ne bo polna in mislim, da mi bo pol glih zdržala na 80%. Ker dotle sem jo porabil 83%, samo tle pa zdaj unga hudega hriba ni, tako da mislim, da bo to bistveno manj. Oziroma, da vam pa čisto po pravici povem, ne vem, kakšen je do Trojana. Tako da, lejte, žal ne gre. Ljudje, jaz sem zdaj na Trojanah, oziroma tle, ki pred Trojanom zaviješ desno, in zdaj imam jaz dol do Zagorja skozi dolino, to je več kot 10 km, tako da tu sploh baterija ugasno, mogoče kaj vmes kaj. Pol pa sem še od Hrastnika do Litije, po sem pa že doma. Sem pa naredil do zdaj 94 km, se pravi, jih imam še 46. Sploh nimam občutka, da je tukaj. Sem pa kar, veste, zmatran, za bicikl rabiš kondicijo, veste, tle vse roke me bolijo, vse tu, nisi navajen, moraš trenirati, jaz bi pa kar v Topolšico šel. Madonna si me sem butele, sem ne, napišite v komentar, če sem. Umrl bom, se moram kar malo prijeti. Zdaj sem tukaj v Šmartno pri Litiji, gostilna Sedevčič. To je Žiga iz kmetije, je tle. Sem rekel, tle bo je sigurno imel kaj za preklopiti. Pa ni. Zdaj pa vprašajte Šmartno pri Litiji. A bo sploh kje je še kakšen lokal, kele noter gremo v center, mendeje. Mendem Dubukične. Drugače moram pa Silvota poklicati, ni druge. Evo, da tle probamo srečo, če bo kaj, ne vidimo. Tukaj so bili toliko prijazni, da so mi dali možnost, da napolnim bicikl, boste videli, kam noter sem ga vlekel, tako da sem jim res hvaležen. Ljudje, hvala Bogu, konc hriba, evo. Tole je prelaz. In zdaj pa dol dolina, en cajt, 2 kilometra. Pol imam pa ravnino. Mi je pa ostalo, se moram špegle gor dati pod 10 baterije. Jaz ne vidim, vi vidite. Tako da, vprašaj, če bom prišel do doma, malo računam, da je majčkeno več baterije, kakor kaže, ne. Ponavadi je tako. Tudi pri tanku, pri benzinu, ne. Kaže, da že ni nič, pa še je, ne. Tako da, jaz zdaj upam na to. No, moram pa povedati, ljudje, ko sem tiste gostilne ven prišel, ne. Veste, kako se je bilo težko vsest? Veste, kako se je bilo težko vsest narediti? To je bilo noro, vam povem, ker rad čist razbolena, jutr vprašaj, kako bom hodil. Tako da, noro, tukaj me čakam, da domov pridem, Ejoj, ne morete verjeti. Dragi gledalci, jaz imam še 5 km do doma, baterija 8%, tukaj, kar je bilo gor. Po ravnini te baterije nič ne gre. Lejte, zdaj
sem že prej gruntal, da me eno foro naredil, pa jo bom naredil, bomo videli, če bo uspela. Bomo videli, če bo uspela. Kje si, Silva? Šel sedim na hribu, lepo, kaj je. Ti v Litiji sem ustal. Je kakšna možnost, da me priješ poj? To sem jaz predvideval. Kaj je? Na Ramu neko nesko je. Ja, kje ne morem. Lej, nekaj ni polnilo in imam 3%, jaz sem tam sedel v lokalu, da polne, pridem pol čez eno uro, sem rekel, 21 bo, glih, okej, 3%, nekaj je in lej, ne bo tu šlo, sigurno ne. Kje pa šel ti? Ja, v Litiji, Šmartno pri Litiji, v enem lokalčku. V kjem lokalu? Čak, kako se že imenuje, Florian ali nekaj tacga. A to je tam, kje pizzerija, kaj je tak? Ne, ti si Sonček. Se pa en prej. Ne, naprej, tam pri cerkvi. A ne tam pri Mačku? Ne, Maček, ja, sej morda Maček, ne vem, lej, nikjer nič ne piše. En vrt imajo. No, se bom prišel, kaj zdaj moram tam... Boš prišel. Ja, ajde. Ja, Silva, hvala ti. Ej, Silva, Kaj? nafukal sem te. Ja, vse to me vedno. Snemam to tule, boš dovolil, da v video dam, mislim, si dober izpol, lej, vidiš, pripravljen pomagati, kadar češ. Ja, pizda, kdo pa to prošilka, če te jaz ta pizda? Ja, si rekel, da te lahko pokličem. Ja, no vidiš. Ja. Tlele sem pred Temence že naprej, še 5 km imam in baterija in vse je. Tako da, Silvo, cenim tule in gledalci bojo cenili, bojo videli, kakšen car si. Nič se nisi izgovarjal, samo rekel si, evo, pridem. Vidite, dragi gledalci, to je moj prijatelj Silvo. Jaz se res čudim, da nima punce. Ja. Skaj jezen? Ne, zakaj. Ja, ne vem, lej, lahko bi bil. Malo bolj na glas govor, imam te na zvočniku, da te bojo gledalci slišali. Neč nisem, kam je, pa zdaj te prošil skače, kaj si to ne... Evo, lejte, vidite, kakšnega prijatelja imam jaz. Dajte vi pomisliti, če ima kdo tacga. Sem pa drugače, Silvo, če ti po pravici povem, čiz jeban, rad me tako boli, kada bi me 3 dni natepavali. Ne vem, kako to zgleda. Tako da jutri tudi hoditi ne mogu, ker sem z unga lokala ven stopil, pa nasedeš se vsu. To so take bolečine, da ne moreš verjeti. Kolesarstvo ni enostavna zadeva. Ni, sem se precenil čist. Ja, vem. Ja. Ne, Silva, grem je zdaj domov, tu čist prazna baterija imam na telefonu, Tamara, tu je. Važno sem tule spelal. Neč se vidimo kaj, ne? Ajde, mej se živeli. Hvala ti. Ajde, čau. Ajde, živ. Ste videli, dragi prijatelji? Silva brez problema, nič kompliciral, samo rekel, pridem pojga. Res me zanima, ima kdo od vas tazga prijatelja, ki ga imam jaz? Nima tega. A ja, zdaj eni boste rekli, da sva bila zmenjena. Nisva bila zmenjena. Res, lej, prisežem na karčem. Imam pa vsega dost res, tako da zdaj pa letim. Ajde, živja. Kar se tiče tega mojega kolesarjenja, vam moram še nekaj povedati. Prvič po več kot 20 letih sem na bencinski črpalki kupil vodo. Namreč jaz na bencinskih črpalkah ne kupujem, ker so cene neverjetne. Za to vodo z okusom liter pa pol sem dal 2,99 €. Ne vem, koliko točno je liter pa pol navadne vode, se pravi brez okusa, ampak, lejte, siguren ni pocen. Jaz mislim, da je cena okoli 2 € ali pa še kaj čez. In zdaj, če to primerjamo z ceno vode v Hoferju, ki je 30 centov, liter pa pol, ne, je to parkrat dražje. In jaz kot šparaven človek, ne,
pač mi na misel ne pride, da bi kupoval na bencinskih črpalkah, ker je res toliko drago, da ni za kupiti, ne. Dober, jaz vodo v plastenkah tudi drugače ne kupujem, ne, ker se mi tudi zdi, mislim, mi imamo pitno vodo. In jaz tudi samo mislim, tu nisem prepričan, jaz mislim, da voda iz pipe je veliko boljša, kakor pa voda z te plastenke. Plastika je plastika, ne vem, če je tu glih najboljš, no. Pa to je predvidevanje, ne. Tako da ne vem, zakaj bi kupoval vodo, če imamo iz pipe pitno vodo. Jaz se ne kupujem tudi zato, ne, ker te plastenke, mislim, čez 2 milijona nas je Slovencev oziroma Slovencev manj, čez 2 milijona ljudi v Sloveniji živi. In, glejte, če vsak sam 10 plastenk manj na let prdela, je tu 20 milijonov plastenk. Veste, kakšne so tu številke. In ne kupujem vode v plastenkah tudi zato, ne, ker mi je mar za naravo, ne. Mi je mar za naravo, tako da ne razumem ljudi, ki v plastenkah kupujejo, ne. No, poznam pa tudi ljudi, ne, je žejen gre na črpalko kupiti pol-litrsko vodo. V tem primeru, glejte, to bom šel prav enkrat pogledat, koliko na črpalki stane pol-litrska voda, ker to je pol liter, pa prepričan sem, da je veliko cenejše, če liter pa pol kupaš, ne. In to ljudje normalno kupujejo. In te ljudje pol jamrajo, kako je vse drago. Ja, majster, zate je vse prepocen, če kupuješ pol-litrsko vodo na črpalki. Tudi spomnim se, v času Hoferju so imeli pol-litrsko vodo, pa litrsko pa pol. In je bil samo 1 cent razlike, se mi zdi, ali pa 2, ne. Tako da nobene logike, da si pol-litrsko kupil. Ampak ljudem je bolj fancy, če pol litra. Pa nima veze, če dražji, pa nima veze, če več odpadkov, ne. Tako da meni tu nikoli ni bilo jasno, da ljudje hodijo kupovati vodo na črpalko. No, jaz tam, ko sem to vodo kupil sem jo zato, ker sem bil res tako žejen, veste, kako je, če kolesariš cel dan po hudi vročini, ne, sem jo mogel iti kupiti, ni bilo druge. In sem se pol tam na črpalko vsul, pa sem počasi pil, popazil. To je bilo glih na praznik, sem šel s to kolesariti in so bile trgovine zaprte. Veste, koliko ljudi je prišlo na črpalko kupiti pivo, rečemo. Pivo. 2 šestorčka, 3 šestorčke, 4 šestorčke. Mislim, kako da tu prej ti ne gruntaš, če boš rabil pivo, da ga ne greš kupiti, ne vem. Jaz sem zdaj, ko sem šel v Hartorju Šternu, sem ga šel kupiti v Hofer, šestorčka, pa sem še kupon 25% unovčil. Mislim, tako se to kupuje. Lejte, jaz 20 let sem bil tako organiziran, da mi ni bilo treba nikoli na črpalki iti vode kupiti. Nikoli. Ker imam tudi zmeraj v hambi, imam zmeraj mene vsaj 2-3 plastenke vode. Tako da jaz teh stvari ne razumem. Pa ljudje jamrajo, da je vse zdrago, pa da ni denarja. Ja, lejte, eni preprosto ne znate z denarjem. Lejte, verjemite, da meni ni treba toliko šparati, kakor šparam. Ampak po mojem, glih zato nekaj imam, zato kar takole ne razmetavam. Poznam enega fejsbogatega človeka, ki je tudi, ne vem, ali je bil, ali je še na lestvici 100 slovenskih
100 najbogatejših Slovencev. In je rekel, imamo tisto, kar smo prošparali. In točno tako je to res, ne. Točno tako je to res, ne. Meni tudi velikrat ljudje pišejo, meni pišejo ljudje vse živo in prav, da mi pišejo. Sem vesel vsakega tacga maila, ki ga dobim, ne. Ja, če imam kakšen nasvet za njih, da se težko iz meseca v mesec prebijejo, ne. Če imam kakšno rešitev za njih, ne, verjetno mislijo, če kakšen dodaten del vedo za njih ali ne vem kaj. Jaz ta prav zmeraj, ko vprašam to, a kadite? To je ta prvo moje vprašanje, ne. No, zdaj naprej, če mi je še kdo tako pisal, bom ga tudi vprašal, če kdaj na črpalki za pit si kup, ne. Ampak, glejte, veste, koliko cigareti koštajo? Ne? In veste, da od velikih je odgovor, ja, kadim pa res ne morem brez. Ja, lej, veliko ljudi je nehalo, pa se zavedam, da je odvisnost težka stvar, ampak če ti nimaš, se verjetno lažje odvaditi, kakor pa če imaš. Ne? Mislim, meni je težko shujšati, težko mi je manj jesti, če imam skus vse na voljo, to je res težko, ja. Če pa vedel, da nimam za kupiti, bi pa lažje šlo, ne. In spomnim se, en kolega mi je povedal, da mu je en njegov kolega, ta kolega je kupil bicikl za 3000 evrov. In mu je en njegov kolega mu je ta povedal, ne, da je bicikl kupil, koliko zdal za njega 3000 evrov. Pa ta rekel, 3000 evrov zdal za bicikl. Je rekel, za bicikl pa nikoli ne bi dal 3000 evrov. Ta kolega je pa brihten človek, je pa rekel, ti kup škatelj cigaret, pa ti pokadiš na dan. Pa je rekel, ja, do 3. Je rekel, koliko pa ženska? 2. In ta človek mu hitro zračuna. To je 5 škatlic na dan, tu je 25 evrov na dan za cigarete, 25 evrov, krat 30 dni je 750 evrov, tu je 9000 evrov na leto. 9000. Je rekel, ti za cigarete zapraviš 9000 evrov na let, ki ti samo zdravje uničujejo, meni pa očitaš, ker sem si bicikl za 3000 evrov kupil, pa bicikl mi bo zdravje prinesel, je moj hobi, pa tako naprej. No in ta človek je pol čistih bil, ne. Tako da sem rekel, tu moram še na koncu videa povedati, ker sem bil res fasciniran, sem bil, da ljudje tukaj na črpalki kupujejo. Ejte, jaz sem kdaj tudi že žejen bil, pa morda nisem na črpalki kupil. Vem, boste rekli, pretirana uhrnost. Morda. Ejte, jaz sem ljudje na to ponosen. In jaz, da bi mu žensko, ki bi mi na črpalki vodo kupovala, pa še po možnosti pollitrsko. Pač, preveč sva različna, in bi čisto lepo povedala, mi smo čisto preveč različna, mi imamo čisto preveč različne poglede na svet, mi dva ne morava skupaj biti. Lejte, boste rekli, morda sem čudak, lejte, morda sem. Lejte, enkrat se en delal norca z moje uhrnosti, prav grdo se delal norca. Samo, ni mene nič prizadelo, ker sem vedel, kakšen je on, da on pa zapravlja nad vsem mejam, ne. On je tudi tak človek, ne če bi dal 10 000 evrov plače, bi jih 15 ali pa 20 zapravil, ampak on je mu plačal čisto povprečno, ampak je zapravil 2 in ko je bil star 30 let, je bilo njegovo premoženje minus 30 000 evrov. Ker je mu sam 30 000 evrov kredita, ki ga je zapravil, ne, in zapravil za neke neumnosti. In jaz sem šel njemu zelo na živce. Zelo sem šel mu na živce, ker sem bil uharan. Na živce sem mu pa po mojem zato šel, ker je bil skozi v finančnih težavah in
mu je šlo to na živce, da jaz pa tu hendlam. Tu je že kar nekaj cajta nazaj, takrat meni ni šlo tako zelo dober, kot mi gre zdaj, mislim, dober je relativna zadeva. Takrat sem bil za svoj delo plačan, morda manj kot študent. Sem tu kur delal, da je pol nekaj bilo, ne. Tako da takrat mi je šlo res slabo, no. Ampak tudi takrat, ko ti gre dober, moraš šparati. Takrat moraš šparati, ko ti gre dober. Ne, in temu človeku je šlo tu na živce, ker sem jaz nekaj znal handlat, on pa ni znal handlat. Jaz, ko se je to enkrat vem na eni žurki, se je prav grdo norca delal z mene. Ampak pa nisem bil še tuk trden, pa da me brigalo druga mnenja, tako kot me zdaj. Ampak takrat sem se pa res sam pri sebi nasmejal. Pa vedel sem, da bo on enkrat prišel k meni in me vprosil za denar. In prišlo do tega. Jaz sem pa rekel, lej, veš, kako je. Denar se ne posoja, za posojanje denarja so banke in to je to. Ja, na banki ne dobim, ja. Če ti banka ne da, ti verjetno zato ne da, ker veš, da ne boš mogel vrniti in zdaj bi ti rad pa od mene to dobil. Ne, da mi noš mogel vrniti, pa sem me už začel izogibati, pa vse. Dobro, to mu nisem rekel, ampak mislil sem si, ne. Tako da, to je zanimivo, ne. Zanimivo, koliko eni zapravljajo. Jaz to kdaj gledam, jaz ne morem verjeti. In lejte, jaz čudno, da nimam več, ker sem res šparovan. Oziroma, jaz, če bi tukaj zapravljal, kaj eni zapravljajo, jaz bi bankrotiral že zdavnej. Jaz bi bil po mojem dober za kakšen priročnik o šparanju napisati, kaj mislite? Samo veste kaj? Glih tisti, ki ne šparajo, ne bi tega nikoli prebrali. Oziroma bi takrat, ko bi bili blokirani čist do konca, poj bi pa morda vzeli to knjigo v roke, pa bi jo prebrali, ne. Tako da... Več takih zgodb si lahko tudi preberete v moji knjigi z naslovom Se se da, če se hoče. V opisu tega videa imate link. Lejte, jaz sem, zato sem tudi najbrž tak. No, tam v knjigi boste prebrali, zakaj sem tak šparavan. Tam lepo pišem, zakaj sem. Fantastična zgodba, ne bom zdaj govoril. No, še en razlog, zakaj sem tak, je pa ta, da ker mi je diskoteka propala, sem imel še 65.000 mark kredita z obrestno mero 18,42%. Sem rekel, veste, koliko je to? Jaz sem mogel prek 10.000 mark, ki je bilo tu, ki bi zdaj rekel 20.000 evrov. Ker to je bilo 26 let nazaj. Sem mogel na let samo obresti plačati. Jaz sem rekel, jaz čisto ne zapravim, jaz nisem tudi na kofe šel v lokal. Sem rekel, če tam 1 evro dam, če 1 evro banki kredita vrnem, je tu na dolgi rok 2 evra. Pa sem samo, da sem čim prej kredit vrnil. Zdaj je to drugače. Imamo mi v firmi, imamo kredit 1,8% obrestna mera. To se mi zdi tako ugodno. Pa en rekel mi, slabo si dobil. Kaj bo tu slabo proti 18,42? Pa ta kredit, ki sem ga imel na banki, to je bil najbolj ugoden kredit. Imel sem še leasing, tam je bilo najbolj pa 30% obrestna mera, ampak tu so bili drugi časi, to je bilo leto 1296. Ampak so pa to zanimive zgodbe v tej moji knjigi, tako da preberite se jih. Knjigo, se pravim, link imate v opisu videa, lahko naročite, pa preberete, zagotovo so te veliko z nje naučili. Lepo se imejte, všečkajte, napišite kakšen komentar, pa naročite se na moj YouTube kanal.